Dragi moji, dobrodošli na Soul Room Show. Ko se povežemo in ko se spomnimo na to, da smo tukaj z razlogom in namenom, dobi naše življenje čist drug smisel. Vkolikor vemo, da nismo tukaj samo zase in da smo tukaj tudi za ta svet in da smo odgovorni za njega, začnemo gledati na življenje drugače. Večina ljudi bo gledala še vedno enako. Jaz in moj mali svet. Se pa najdemo tudi taki med vsemi množicami, ki nam pa ni vseeno za ta svet. In ki želimo, da bi bil ta svet drugačen. In temu posvečam tudi te oddaje. Vam, ki si to želite, da bi bil svet drugačen, pa ne samo, da bi bil drugačen, ampak da tudi ste soudeleženi pri tem, da postaja ta svet drugačen. In ena od stvari, ki zelo doprinese k temu, da ta svet postaja drugačen, je razumevanje svobodne volje. Kaj to pomeni v našem vsakodnevnem življenju? Kje ta svobodna volja se lahko izrazi, kje lahko vidimo? Vidimo jo lahko tam, oziroma drugače živimo, če smo zavestni, kaj je svobodna volja, jo na ta način, da v toku, v katerem smo, prepoznavamo, da imamo možnost odločanja, da je lahko drugače, kot gre. Ali naše življenje, ali naše misli, ali naši občutki, ali pa tudi naša čustva. Tukaj noter, v tem, ko smo že v neki situaciji, se spomnimo. Svobodna volja je, da rečem ne. Svobodna volja je, da ustavim moje misli, ki mi norijo v neko smer ali pa me zapeljujejo z nekimi čudnimi mislimi. Ne? Oziroma, da preukrenemo tok, ki se kaže, da nima nekega lepega izhodišča ali pa da gre v napačno smer z drugo besedo. Torej, mi imamo to svobodno voljo. Mi imamo vseb kreatorjevo voljo. In ta kreatorjeva volja je v bistvu tisto, kar bi bilo najboljše, da bi živeli. Ampak naučeni smo živeti drugače. V tem pomenu z vsakodnevnimi bremeni, obremenitvami ali pa stiskami. In se premalo zavedamo, da ta volja, ki prihaja od zgoraj, je, da smo mi usklajeni s tem, kar je božanstvo. In to zagotovo ni stiska, zagotovo to ni bremena, ki jih nosim vsak dan, zagotovo to ni neko stanje, v katerem se nahajam v smislu skrbi, strahov. Če sem v tej volji, je zame zagotovo najboljše. In zakaj ne pridem do te volje Boga, zakaj to ne živimo? Ravno zato, ker smo preveč fokusirani na to, kaj razmišljamo, oziroma na to, kar nas misli nagovarjajo, je bolj prav, in na to, kar je naša vsakodnevna rutina. In ta rutina v vsakodnevnem življenju je ena od razlogov, zakaj ne naredimo spremembe, zakaj ne spremenimo tega toka, ki je vsak dan v resnici enak. In želim, da začnete na ta način razmišljati, da obstaja torej ta višja volja, ki je za vsakega od nas najbolj optimalna, najboljša, na najboljši način se v našem življenju Božja volja izvede, uresniči in udejanji, vkolikor mi preklopimo iz tega, kar je v resnici bila do zdaj neka volja, ki niti ni bila naša, ampak je bila mogoče pogojena z našimi predniki, z okoljem, v katerem živimo. Skratka, veliko stvari vpliva na to voljo. In probimo se zavedati, tukaj v meni čaka na mene nekaj res najlepšega. Ker tukaj v meni je to, kar je zgoraj. In to, ko pogledam od blizu in se s tem znotraj srečam in vstopim v to,
mi prinaša popolno drugačno življenje. In to je res. Zato, ker če začnete spremljati samo en dan, kaj vi razmišljate, jaz včasih priporočam, da ljudje zapisujejo te najbolj konstantne misli, kako se počutijo, da začnejo sploh to opazovati. In da takrat, kadar je počutje slabo, rečeš, ampak obstaja tudi boljše počutje, za katerega se lahko odločam. In če jaz v tistem trenutku, ko nisem v najboljšem počutju, se obrnem na to božjo voljo, ki je zame najboljša, se začne to moje počutje obračati. Ker to počutje, v katerem sem lahko in se ne počutim, to je dobro, nisem v tistem dobrem razpoloženju, lahko spremeni samo neka višja sila. Sicer se ponavadi samo od sebe ne spremeni. In če čakamo, da se bo spremenilo, je to ponavadi pogojeno z nečem, kar pričakujemo, da bo drugače. Nekaj materialnega, nekaj zemeljskega, mislim, ne? Če pa vemo, da to, kar se zdaj jaz slabo počutim, ne bo fizično, ne bo psihično, ne bo čustveno, lahko spreminja ena višja sila in se jaz na njo spomnim. In rečem, v tem trenutku se res ne počutim dobro. Posledica mojega ali razmišljanja, ali stanja, ali situacije ni važen. Ampak če jaz vem, da tukaj obstaja nek teritorij, ki se mu reče svobodna volja, kar pomeni, da se jaz lahko ta trenutek odločim, da bo to drugače. In kako to dosežem? Tako, da se obrnem na to višjo voljo v meni. In da ji nekako prepustim to situacijo, da se uredi. Ker takrat, ko poseže v neko čisto običajno, vsakodnevno rutino, višja sila, se preukretnica začne dogajati. In kar se dogaja znotraj nas, postajamo mehkejši. Ni v nas tiste trdote, ker mi smo zaradi situacij, v katerih se znajdemo vsak dan, ker so ponavadi neke negativne misli, strahovi, skrbi, postanemo zakrčeni. In mi nismo več sposobni videti in čutiti fleksibilnosti. Kaj pravzaprav sploh to življenje nam ponuja? Mi smo z dneva v dan bolj zakrčeni, iz dneva v dan nas je manj tukaj znotraj, kar bi morali biti, ker je naša pozornost usmerjena več ali manj na to dogajanje zunaj. Ker se naš ukvarja s tem, kaj ni v redu, kaj nam manjka, kaj bi radi pa nimamo, kaj bi radi imeli pa nimamo. In zato mi trdimo od sebe, postajamo togi. Ker togost je posledica nemoči in seveda tega, da delamo zaključke, da nekih stvari pač ne moramo spremeniti, da neke stvari niso za nas, da nam nekaj celo ne pripada in tako naprej. In tukaj v tej togosti je tudi ogromen odtok energije. Ker bolj, ko smo zakrčeni, manj imamo mi dostopa do te višje sile, ki pa je vse, kar rabimo, od zdravja, počutja, do ljubezni, do sreče, skratka, v tej višji sili je čisto vse zajet. Ampak zaradi te zakrčenosti smo mi samo še v svojem umu. In da bi ta ne bil tako intenziven, mi rabimo tako kot iz ene skrinje, ki je nabasana, začeti spuščati ven stvari, metati ven. Ker mi moramo vse narediti prostor. Prostor za nekaj drugačnega, lepšega, boljšega. Ne more iti v eno škatlo, ki je že čist zapolnjena, nova vsebina noter. Nemogoče je. Zato je na tej poti menjave naše energije, naše tudi iz tega zavednega, nezavednega stanja v zavestno stanje, nujno, da se mi odpovedujemo nezdravim stvarem, ne dobrim za nas, drugo besedo, in da mečemo ven tiste stare navade, ki vemo, da nas ne bojo nikamor pripeljale. Ker to je ta višja zavest.
dojemam, da ne bom ponavljal nečesa, če mi to ni okej. Da sem toliko da sem samo kritičen v nekem pomenu, da si rečem, to je tista pozitivna samokritičnost, ne ona, ki se kritiziramo non-stop nekaj. Ampak v smislu, to zame ni dobro. Zakaj bi ponavljal nekaj, kar zame ni dobro? Zakaj nekaj delam, ko se zelo zavedam, da ni dobro, pa še vedno sem do zdaj delal. To se pravi, s temi stvarmi moramo nehati. Ne, da je to lahko, to ni lahko. Ampak bistvo je, da ne pričakujemo, da se bo nekaj naenkrat samo od sebe zgodil in spremenil, ker se ne bo. In zato tukaj od te točke, v kateri smo zdaj, pa do točke B, od točke A do točke B, katero bi radi, da pride v naše življenje, ne gre brez tovrstnih naših odločitev. Se nečemu odpovem, nekaj spremenim, pa čeprav mi to ni dobro, in predvsem se ta sprememba mora nanašati na naš karakter. Ker veliko enih objav, vse povsod, prihaja nova doba in to se bo zdaj nekaj zgodilo in boste kar naenkrat se znajdeli v neki novi zavesti. To ne bo tako. Ker ti moraš iz točke A v točko B prehoditi pot. In ta pot je pot spoznavanj, pot dojemanja, ki ti ga nobeden ne moreš ga plačati. Mora priti pravzaprav iz izkušnje. In zato ni bližnjic, ni tistih možnosti, krajših poti, po katerih smo sicer nekako bili navajeni hoditi, da smo v življenju prišli lažje nekje čez. Ampak pot do tega zlitja pa ni tako preprosta. Zakaj? Ker je zahteva vsakodnevne odločitve. Vsakodnevno dojemanje, da se jaz lahko drugače odločam. Da ni treba, da sem v enem samem dnevu v nekem pomenu ne dobro, neučinkovit, ker ta sprememba se takole lahko zgodi. Samo spomniti se moramo. In moramo se večkrat vprašati, a res hočem se tako počutiti? A res to, zaradi česar se jaz tako počutim, je tako pomembno? A to sploh je res? Kaj pa če je samo v moji glavi zrastla? Kaj če je zrastla neka iluzija, kateri jaz verjamem? Ko začnemo na ta način gledati na stvari, da dvomimo v to, kar nas takole drži, kar je ponavadi koncept, kar je ponavadi samo ena ideja, kar je ponavadi samo nek vzorc, ki smo ga podedovali, takrat se ta napetost v nas začne sproščati. In zato tako je treba biti nežen v resnici do teh naših zakrčenih stanj. Ker to, kar se je zakrčilo, kar smo mi že noter postali togi, ne moremo spremeniti z silo. Ampak spremenimo lahko s tem, da se zavedamo, da nam pri tem pomaga nekaj, kar je močnejše od našega uma. In da je to v nas. Da to ni nekaj, kar bo prišlo zunaj. Čeprav dostikrat stavimo na to, koliko je pa fajn, če imamo pa kakšnega prijatelja, koliko je pa fajn, da imamo nekoga, ki nam bo svetoval, ki nam bo dal neko pomoč. Bolj ko si na tej poti odprt tej božji luči in bolj ko imaš znotraj sebe to zavedanje samega sebe, manj ti je to potrebno. Ne hlastaš več po tistih, ki ti bodo prinesli rešitve. Ne želiš si več, da bi nekdo ti nekaj dal, ker vidiš, da ti v resnici v končni fazi vsi mogoče malo prahu odstranijo iz nekje, ne morejo te pa spremeniti. In zato smo v času, ko bo ogromno sprememb se tudi zunanjih zgodil. Ampak zgodile se bodo zato, ker kljub vsemu pa se dvigujemo v nekem pomenu. Nekaj se dogaja, čeprav še nismo čisto točno dojeli, kaj se dogaja, ampak
definitivno začenja se pa dogaja to, da bomo prepoznali, kaj pa ni tisto, s čimer bi še želeli imeti opravka. Ali so to ljudje, ali so to neke situacije. Zato, ker nas bo vse bolj vlekli v to, da smo sami sabo. In nam bo ogromno ljudi začeli, če nam že ne grejo, nekaterim že grejo, na živce, ker ljudje smo lahko, ali pa smo naporni. Predvsem pa smo naporni lahko takrat, kadar je v nas ogromno tega, kar so bremena, skrbi in itd. Takrat mi sevamo lahko eno tako težo iz sebe. In ko smo v bližini take toksične osebe, seveda se ne počutimo dobro. In danes je svet v povprečju toksičen. Malo ljudi, ki bi bili spodbuda, ki bi bili motivacija, ki bi bili dejansko neka dobra energija, majhen procent. Večina se počutijo v sebi zagrenjene, tudi če navidezno to drugače kažejo. In se skriva ta na nek način teža, slaba energija, včasih z nasmehom, ampak senzibilni ljudje hitro začutijo, kje se to dogaja, od kje sevajo te negativne energije. In včasih je tako, da se nam to dogaja v bližnjem, krogu bližnjih, kjer lahko neznosno, ker se nič navidezno ne vidi, ker ni možno reči, da je neka oseba mogoče slaba, ker tudi to ni ta pravi izraz, ampak da nič ne moramo otipati. Ampak v pričo nekoga se lahko grozno slabo počutimo. Ker človek, ki ima noter ogromno teže, ki ima ogromno bremen, samo izsesava energijo drugim. Zato smo mi odgovorni, da s tem uredimo sami, da nismo toksični. Zato smo odgovorni, da mi dejansko to, kar nas teži, kar imamo neke skrbi, karkoli, zrihtamo. Da to ne prelagamo na druge, da druge ne obtožujemo za to, da imamo mi zdaj te stvari, kakršnekoli vseb, ki nas bremenijo. Da smo samo odgovorni, da v vsaki situaciji, tudi taki, ki lahko zelo zahtevno rečemo, v redu se nekdo do mene ni lepo obnašal ali karkoli, ampak zato, da se jaz tako počutim, pa ni kriv. In sem tudi sam odgovoren, da sem jaz zdaj v takem počutju. Zato, dragi moji, ne verjeti, če vam nekdo reče, uničila si me, uničil si me. To je izgovor, ki ga najrajš uporabljajo narcisi, ljudje, ki vidijo zgolj samo sebe, ki nikoli ne prevzamejo lastne odgovornosti in ki v tistem, kjer so oni žrtve, častijo to, da so žrtve. To jim je religija. In dostikrat točno taki, ki samega sebe na nek način vidijo v boljši luči, v narekovaju, kot pa dejansko so, in vidijo samo, kako so oni fajn in kako so oni super in kako oni delajo vse prav, ostali pa ne. Taki dostikrat dušan, ki so čutne, po domače nabijajo krivdo. In jih obtežijo za lahko majhne stvari, svojih neskladij pa niso sposobni videti, ali pa z drugo besedo jih nočejo videti. Ker ljudje z motnjami, raznimi osebnostnimi, največkrat hočejo imeti sebe za žrtev. To je najbolj pogosto. Se pravi, jaz sem zdaj utrpel škodo od tega. Ampak znano je, da tisti, ki to zelo opevajo, ki to zelo na veliki zvon obešajo, največkrat drugim povzročajo to. Lih kontra. Tisti, ki se jim dela v njihovih občutkih največja krivica. In o tem najrajš govorijo na svetu, kako se jim je zgodila krivica in koliko so oni nasrkali zaradi tega, zaradi onega, ki so se z napačnim poročili itd. Tisti ponavadi na drugi strani delajo štalo. Večjo, kot pa dejansko se sploh da opisati. In jim je vseeno, ali hodijo po rožicah, po vrtancah, po mehki travi, ki jo na nek način
potlačijo vse. Ker ne vidijo ne mehkobe, ne svetlobe in ne občutljivosti. Zato, ker so zagledani v svoj prav. In če zgledaš samo z tega stališča sebe, kako si ti v tem pomenu glavno žrtveno jagnje in ne urediš tega svojega čustvovanja od znotraj, ki je ponavadi zelo intenzivno, potem vsi okrog tebe, ki ti postanejo odveč, v nekem trenutku postanejo dejansko žrtve. Ker človek z veliko jeze v sebi, veliko kritičnosti, veliko občutka tega, da je ubog jaz, hoče na en način zadoščenje. In se ne včasih zavestno, včasih nezavestno začne maščevati. In ker se srečujem z velikimi različnimi ljudmi, srečujem se tudi s takimi, ki sploh več ne vejo, da so v redu, ker v bistvu so živeli v tako toksičnem okolju, da so vse dejanja, ki so bile mogoče od partnerja ali pa od staršev, kazala na njih s prstom. In ljudje, ki so bili deležni velikih ignoranc, velikih na nek način z teh ne samo besed, včasih samo energije od ljudi, ki so jim dali vedeti, da nič ne vejo, nič ne znajo, da so skratka nekako ožigosani kot ti si kriv, ti si slab. Oni to prevzamejo. Dostkrat, na žalost. In to prevzamejo največkrat prav senzibilni ljudje. Tisti, ki jih začne to boleti, ker se začne ukvarjati, zakaj sem slab, kaj delam narobe, ker tega ne vidijo. Ravno zato, ker v bistvu senzibilni ljudje, dostikrat tudi empati, razmišljajo drugače. In oni bi na svoj način radi res pomagali, radi bi delali nekaj dobrega. Ampak svet tega ne razume največkrat, da želijo delati dobro. In dostikrat se zgodi, da tistemu, kateremu želimo največ pomagati in najbolj dati samega sebe, postane največji sovražnik. In zato se velikokrat zgodi, da rečemo, kako je možno, vse sem dal, cel življenje mogoče, ampak od tega človeka sem dobil samo nož v hrbet. In res je tako, da tismu, kar najbolj želimo dati in pomagati, največkrat tega ne ceni. Ne znaš spoštovati, niti ni hvaležen. Zato se je dobro vprašati, ali je to, kar mi delimo in dajemo vse z dobrim namenom, ni mogoče potem v tistem pregovoru pot do pekla je tlakovana z dobrimi nameni. Zato se je, tudi če smo empatični in željni po pomoči, posebno v tem času prehoda, treba bolj brzdati nazaj, kot pa s tem iti naprej. Ker zdaj je bolj čas za nas, da mi pridemo do te nove, drugačne zavesti, ki ni nova, ampak je preprosto enost. Zato vas spodbujam, tudi zdajle, da poskusite čutiti v sebi to moč spremembe, da postanete spet lahkotni, da postanete sproščeni in probite pogledati na svoje življenje iz tega drugačnega zornega kota, da ni vse tako hudo, da ni vse tako grozen, ampak da to, kar mi doživljamo, je samo pogled našega notranjega opazovalca, kritika po svoje, tudi nekoga, ki živi znotraj nas, pa mogoče ni to jaz, ampak je jaz nekoga drugega. In zato povabimo v svoje življenje božanstvo.
Povabimo luč, da nas napolni, da se nas dotakne in gre v globine tistega našega bistva. Ali z drugo besedo tistega dela nas, ki ga premalo jemljemo kot to sem jaz. Opustimo potrebe po tem, da nekaj smo, da smo vidni, opaženi, prepoznavni, karkoli. In mogoče tudi potreba po tem, da smo ljubljeni. Postanimo samooskrbni. Postanimo samooskrbni. In naj luč presvetli naše bitje. Naj se v nas zgodi zdravljenje na duši in telesu. Naj gre v globino zdravilna moč Božje besede, ki nas od znotraj nagovarja. Vi ste moji ljubljeni otroci. In ki nas od znotraj kliče k spreobrnenju naših src. Odprimo vrata srca in se odločimo, da bomo od zdaj naprej res postali ljubezen. Vabljeni na to pot, ker je to najlepša pot. Pot, ki jo je predal tudi Jezus Kristus. In katero je prehodil. Zato nismo sami. Pred nami so vodniki, pomočniki, ki to pot poznajo. Mir z vami. Lahko noč.